No, teh dogodkov se spominjam z radostjo, z veseljem, ker pač so se uresničile sanje, dolgoletne sanje naših prednikov, ki so v raznih državah trpeli tako in drugače, ne. Tista leta sem bil zaposlen kot vzdrževalec v tovarni mesnih izdelkov, to je poznana tovarna, ki je izdelovala mortadele, salame, pršute. Tistih let se spominjam kar fajn veselo, ne, ker se je kazala ena zlata prihodnost ali pa svetla prihodnost naše države, ne. Dobro se spominjam od mitingov resnice, kateri so se pripravljali, pa pri nas, hvala Bogu, se niso uresničili in niso bili izvedeni. Spominjam se tudi plebiscita, na katerega imam lepe spomine, prav vesele, tako da to so bili taki radostni dnevi, posebno tisti večer se spomnim, ko je bil razglašen rezultat, tako da smo od veselja šli pozvoniti s vsemi zvonovi v naši farni cerkvi. Kar se pa tiče same osamosvojitve, tisti dan, bil sem zaposlen v Postojni, spomnim se, tam okrog 11 pa pol je prišel en ves razburjen šofer, pravi, kaj so ti norci naredili po cesti, pač cesta med Pivko in Postojno je bila na novo asfaltirana. Mi nismo nič vedeli, kaj se dogaja, ker smo bili pač v tovarni noter in ta šofer nam je opisal, kako so šli tanki po tej cesti, ne. Tisti prvi moment se nisem zavedal, kaj se dogaja, ne, in kaj se bo zgodilo, ampak ko sem se pa peljal popoldne domov in ko so gume od avtomobila ropotale in grmele, ne, sem začutil, da se nekaj dogaja. En bes, jezo. Na frišno država pred par ur potem naj bi bila razglašena, ne. Jugoslovansko vojsko sem služil v Banja Luki kot tankist, tako da sem voznik tanka, ne. Meni tank ni tuj, ne. Ko so tanki zapustili kasarno, sem izvedel, kakšna sila je tu in kaj je tank sposoben, če ima pravo moštvo, ne. Tako da mi ni bilo vseeno, ne. Bil sem pripravljen iti tudi v takratno našo vojsko, teritorialno obrambo, vendar zaradi potreb po delovanju firme nisem bil, mi firma ni dovolila, ne. In v tistih momentih smo največ naredili lahko v firmi, da smo nemoteno delali, slučaj kakšne hujše agresije, da bi tudi imeli hrano za pač novo vojsko, za novo državo, ne. Tako da bili smo pripravljeni na vse, srečeval sem se pač vsakodnevno s kasarno, z mitraljezi, ki so nas gledale cevi iz vratarnice ven, ne. V sebi sem začutil eno veliko nevarnost, ne. Pač tako sem se počutil, ko sem pa prišel domov, ne vem po koliko cajt, ne vem, to je bila ena 3 ura, morda tam malo pozneje je prišel sosed Jože Štradjot, zelo zaveden Slovenec, kateri je imel precej izkušenj že prej pa v tem režimu tudi, v katerem smo živeli, ne. In smo se pač beseda dala besedo, občutki malo smo tudi razglabljali, kaj se dogaja, kaj se zgodi, ne. Večkrat smo se tudi z njim srečevali, pa tudi z drugimi, ne. Moj oče je bil tudi en tak zanesenjak, kateri je tudi precej dal skozi teh trpljenj, ne, če se zavedamo, da so bila ta naša področja pod zasedbo Italije, ne, kjer se ni smelo govoriti slovensko, se ni smelo peti, se ni smelo, tako da ti ljudje so čutili en naboj. In v takem okolju sem tudi živel, ne. Mogoče bi še spomnil na en dogodek iz davnega leta 24, ne. Pač v Košani so fantje postavljali mlaje in leta 24 so jih fašisti prisilili, da so na ta mlaj dali tudi zastavo, italijansko seveda, ne. Fantom ni bilo tu pohodu
in so enkrat julija meseca po noči, mislim, da se z 20. na 21. julija 24 tam naj posekali, zastavo skrili, raztrgali, ne, seveda. V vasi je bila tudi močna postojanka fašistov in karabinjerjev. Drugi dan je bilo tu pač hudo, ne. Te fante so polovili, možje tudi, in so jih pretepali, tako da mogoče tudi ta Štradiot je te stvari bolj pozno, ker je bil tudi njegov stric v to vpleten, ne, ko je pol po temi dogodki pobegnil v Ameriko, ga ni bilo nikoli več nazaj. In ko je beseda dala besedo, tam za mizo smo se pogovarjali v naši stari hiši, mislim, da sta bila še dva brata moja zraven, pa tudi en sovaščan, žal ga ni več, priseljenec, v bistvu ne priseljenec, ampak on je bil po narodnosti Hrvat, je bil pa 73. leta umaknjen iz politike. Smo se tu pogovarjali vse sorti, ne, tako da jaz nisem bil čisto bos, kaj pomeni režim, ker sem ga tudi sam občutil, ne. In je ta možakar Štradiot rekel tako, veste, fantje, na tak dan bi pa prav, da stoji naj. Tako se je tu začelo, potem smo pač začeli se pripravljati, kako in kaj, to je bila že pozna ura, popoldanska ura, ne. Temu placu Košanskem, kamor je včasih stal mlaj, ni bilo nič, ampak je bilo trak je bil asfaltiran, vse ostalo je bilo kamnje, ne. In smo začeli priprave, kako in kaj, ne. Tako da jaz mislim, da enkrat kje pod noč smo se že odpravili v gost, šli smo dol k reki, skozi Ribnico, ne, gor se nismo upali, ker smo se bali malo vojske, ker nismo tudi vedeli, kje vse so, kaj so, ne. Tako da smo se odpravili v gost in smo na kamionu pripeljali tale mlaj. Nekateri so že pripravljali in kopali luknjo, ne. Pač teren je trd, kamnit, tako da smo tu kar celo noč kopali in ga postavljali. Pristopili so tudi drugi sovaščani, ne. Mogoče bi omenil tle Jožeta Bitenca, on je bil en tak vsesplošni Košanc in nam je tudi nekaj spekel in pokojno Milko Sila, ne. Tam nekaj slik tudi obstaja o tem, ko so tu nam spekle, ne. In potem ta mlaj se je pripravil in postavil, ne. Enkrat po noči nas je obiskala tudi patrulja, takrat še milice, ne. Niso nič kaj posebej posredovali, samo vprašali so, zakaj se gre, ne. Ko so izvedeli, da pač postavljamo simbol, so pač odšli, tako da niso nič posredovali. Čakali smo pa na proslavo, ki se je odvijala v Ljubljani v večernih urah, ne, ker nismo sploh vedeli, kakšna zastava naj bi bila. Pač problem je bil grb, ne. Ker so tudi tik pred Zajci je bila ta zastava, osnutek zastave sprejet, tako da teh zastav ni bilo, ne. In dobili smo iz krajevne skupnosti, pač fant, ko je imel ključe od teh pisarn, je nam dal 2 zastavi in moja žena jih je potem prikrojila tako, da je bila tu lična slovenska zastava, ne, katera nas je pozdravila zjutraj. Sem kar vesel, da sem bil prisoten pri tem rojstvu naše države, ne. S tem dejanjem, ne, smo pokazali jugoslovanski vojski, da pač ne bo šlo zlahka, ne. In tudi našim oblastem, da smo za. Domovina je ena, ne. In domovina smo ljudje. Kako se v domovini počutimo, je predvsem odvisno od vsakega posameznika. Koliko jo spoštujemo, koliko jo imamo radi, ne. Ne, da samo kritiziramo, ampak da zagremo prvo vase in se vprašamo, kaj se jaz naredil, da bo nam vsem skupaj lepše, ne. Toliko bi jaz kot laik povedal o domovini, ne. Tako jaz to razumem, ne. Brez da nekaj na široko razglabljamo, kaj, kako, ne. Pojdimo vase, vprašamo svojo vest. Ali sem naredil vse, kar bi lahko za
mojo domovino. V rokah držim zastavo, ki je stara toliko kot naša država. To je pač zastava, katera je bila na ta mlaj v Dolnji Košani postavljena nekje v začetku avgusta ob priliki zamenjave vrha mlaja, ker ona zastava original je bila raztrhana. Zastavo smo postavili zato, ker takrat je veljal tromesečni moratorij in ni bila še Slovenija priznana ali pa uveljavljena kot država. Zato smo postavili drugo zastavo, to je že zastava, ki je bila kupljena. Vidimo, da je plastični grb, vidimo tudi poškodbe burje in vetra, kateri je plapolal s to zastavo na mlaju. No, to je en spomnik iz tistih cajtov, 30 let, prav original prvih zastav naših. Ne vem, koliko jih je še v Sloveniji živih, v glavnem to smo pa občuvali.